pred mikrofon vabim častnega gosta, da vas pozdravi. Tu z nami je gospod Boštjan M. Turk. Dober dan vsem. Zahvaljujem se vam v imenu organizatorjev, predvsem gospoda Pavleta Ruparja, da ste kljub takemu nemogočemu vremenu prišli in da bi izrazili protest zoper nemogoče razmere, v katerih se naša država nahaja. Imamo nekaj, česar nimajo drugi. Mi upokojenci, in to bi rekel France Prešeren, vsi ljudje, ki dobro v srcu mislimo, ki smo se danes tukaj zbrali, imamo vero, zavest in neizčrpno upanje, da se bo ta Slovenija nekoč spremenila, da bo postala taka, kakršno smo sanjali 30 let nazaj, ko smo postavljali njene temeljne kamne. Da bodo vsi ljudje v njej, začenši z upokojenci, živeli kot ljudje, dostojno in na način, ki so si ga zaslužili s svojim preteklim delom. Danes smo daleč od tega. Danes s sedanjo oblastjo smo na najnižji točki slovenske zgodovine v zadnjih desetletjih. Danes nam vladajo tisti, ki jim je laž, prvobitna retorika, pa naj si zasedajo mesta na najvišjih zakonodajnih vejah oblasti, pravosodnih ali v njenih izvršnih telesih. Danes se soočamo z najglobjo erozijo moralnih vrednot, kot je ta država doživela. Danes se soočamo s televizijo, kakršne javno televizijo, kakršne se ne bi sramovali v najbolj zavrženih diktaturah od Moskve do Pjongjanga. Ampak, mi, upokojenci, mi vsi ljudje, ki dobro v srcu mislimo, ko smo se danes tukaj zbrali, imamo nekaj, česar oni nimajo ob vsem denarju, ki si ga prilaščajo iz proračuna, ob vseh lažeh, s katerimi nas pitajo, imamo nekaj, česar oni nimajo. Mi smo stožer normalnosti te družbe. Mi vemo, da upokojencu pripada plačilo za 40-letno delo pošteno, da bo živel v dostojanstvu. Mi vemo, da sta spola dva, mi vemo, da so meje za to, da se jih čuva, ne pa zato, da se spušča skozi njih migrante, ki nam, bi rekel, kradejo naš kruh. Ta oblast z vsakim prišlekom, ki nelegalno prestopi mejo, ravna veliko lepše kot pa z upokojenci in z temeljnim jedrom našega gibanja. Jaz se zahvaljujem gospodu Pavletu Ruparju, ki je velik človek, ki je tako rekoč eden, če ne edini, ki si je upal nase vzeti križev pot uveljavljanja pravic najšibkejših slojev družbe, med katere sodijo upokojenci, ki si je zato izvolil javna ponižanja, kakršne mu naklanjajo lakaji režima, in ki kljub temu vztrajno, za nezmanjšano močjo in še večjim ponosom, hodi naprej in zbira okrog sebe. Jaz te oči nimam. Jaz te oči nimam, imam pa drugo, imam moč peresa, pišem. In izdal sem knjigo, tu je. To je Jetniki svobode, v kateri sem nastavil zrcalo tej oblasti, ki se imenuje Svoboda. Zato vas vse vabim, lepo prosim, na predstavitev po zaključku tega našega, rečem, veličastnega shoda, toliko se nas je zbralo, ob 16:15
v muzej slovenske osamosvojitve na Cankarjevo 11, ki je streljaj od tukaj. Lepo vabljeni in živeli vsi mi upokojenci in vsi, ki v srcu dobro mislimo.